Mladen, pozdravljen. Pozdravljen. V Kalčku si predaval na Kalčkovih predavanjih za nova spoznanja na temo veganstva. Predavanje si naslovil Veganstvo in mi, zakaj da in morebitne pasti veganstva. Katere so osnovne miskoncepcije, katere so osnovne napačne predstave, s katerimi se srečuješ med ljudmi, ko se pogovarjamo o veganstvu? Prva stvar, ki bi rad izpostavil glede veganstva, je, da ni nobenih pomanjkanj. Se pravi, ni pomanjkanja ne kalcija, ne nobenih vitaminov, recimo vitamin B12 je zelo izpostavljen. Če se v bistvu izobrazimo, preden pridemo do spremembe prehranjevanja, potem ni nobenih težav glede tega. Druga stvar v bistvu veganstva je, da v bistvu povejo, da je izredno težko živeti na veganski način, zato ker ni vse prehrane recimo na enem mestu. Če gremo v restauracijo, recimo vse restauracije nimajo mogoče na jedilniku veganske prehrane. Ampak to mislim, da se da urediti, pa če vzameš solato, pa poješ solato. Da ni največja težava glede tega, da ni dovolj živil ali pa dovolj možnosti za prehranjevanje vegana. Tretja stvar, ki bi izpostavil, je pa priprava kosil oziroma jedi obrokov. Napačno je, da se nekako pove oziroma govori, da se za veganstvo porabi veliko več časa, kot pa za vsejedstvo. Sam lahko pripravim kosilo v 20 minutah, kar tudi vsak dan prakticiram, tako da bi lahko imel tečaje za hitro pripravljene hrane, okusne in v bistvu predvsem pa zdrave prehrane. Kateri je bil tvoj napotek izkušenega vegana in poglobljenega vegana, nekoga, ki zelo dobro pozna prehrano na splošno, za ljudi, ki se želijo podati na pot veganstva, oziroma ki želijo spremeniti svoje prehranjevalne navade, izločiti meso in vse, kar je mesnega, mesnih beljakovin, in se odločiti za veganstvo? V bistvu več načinov je, kako človek pride lahko do veganstva. Prva stvar je, prva točka je ponavadi zdravstveni problem. Naša osebna bolečina, ki jo nosimo s seboj, nas privede do neke spremembe. Zdaj, če pa človek recimo ne vidi nobenih problemov, se pa težko odloči za kakšno spremembo. Če se pa odloči, kaj bi mu svetoval, na kaj mora biti še posebej pozoren? Prva stvar je, v bistvu, da se izobrazi. Ob vsaki spremembi je treba v bistvu zelo vedeti, v kaj se podajamo. Prva stvar je, odkot dobimo vse sestavine. Druga stvar je, na kak način se kaj pripravi. Tretja stvar pa je, kako telo odreagira ob spremembi. Ker ogromno ljudi pozablja, da telo odreagira, ko mi spremenimo naše gorivo, se pravi iz vsejedstva, iz živalskih beljakovin, mlečnih beljakovin, samo na rastlinsko zaužito hrano, telo se odzove. In na ta odziv ogromno ljudi ni pripravljenih in potem se pa nadi ustrašajo. Mogoče kakšna sklepna misel za tale kratek pogovor? Jaz mislim, da že Albert Einstein je povedal pred 105 leti, da pot k hranitvi človeštva je pot k vegetarijanstvu oziroma veganstvu. To ne pomeni, da moramo biti vsi vegani, ker v svetu vedno velja ravnovesje. Ampak verjamem pa, da bo čedalje več ljudi šlo na brezmesno prehrano, ker tudi to povzroča nekako oziroma pospešuje pot k zdravju, k sreči in predvsem pa ljubezni. Hvala, Mladen.